Po podatkih Statističnega urada v Sloveniji vsako leto umre okrog 20.000 ljudi. Tole so podatki o številu umrlih letos marca, aprila in maja v primerjavi s prejšnjimi leti. Lani je v tem času umrlo 5180 ljudi, letos 5192. Zaradi spomladanskega vala epidemije se torej splošna umrljivost ni zvišala. Podobno za zdaj velja tudi za jesenski val. Z modeliranjem in podatki ocenjujemo presežek umrljivosti tedensko v državah in po zadnjih podatkih iz 43. tedna vidimo, da trenutno v Sloveniji nimamo značilnega presežka v umrljivosti, torej splošni. In to bo zdaj še en takšen dober, pomemben kazalnik, ki nam bo pomagal ocenjevati vpliv te COVID dogajanja. Slovenija je po skupnem številu doslej umrlih s covidom glede na število prebivalcev na sredini lestvice držav Evropske unije. Največ ljudi je umrlo v Belgiji, ki najhujšo krizo preživlja zdaj, ter v Španiji, Italiji in na Švedskem, kjer je veliko ljudi umrlo spomladi. Toda pri teh izračunih je treba biti zelo pozoren, pravijo statistiki, saj smo sredi epidemije. Trenutno večina ljudi, ki so kadarkoli bili okuženi z tem virusom v Sloveniji, je zdaj še zmeraj okuženih, je zdaj še zmeraj bolnih. Tako da ne moremo govoriti o umrljivosti, dokler vsi ti ljudje nekako ne pridajo ali do ozdravitve ali pa do smrti. Kako pomembno je to, kaže primerjava včerajšnjih in današnjih podatkov za Slovenijo. Če bi delež umrlih glede na število potrjeno okuženih izračunali včeraj, bi bil ta 0,96%. Danes, ko je umrlo še 23 ljudi, je delež že 0,97%. To sicer ni podatek o smrtonosnosti virusa, saj je število okuženih precej večje od števila potrjeno okuženih, torej tistega, ki ga zaznamo s testiranji. Vemo, da tam, kjer je populacija mlajša, bo število mrtvih relativno manjše, če tudi je mogoče število okuženih bilo večje. Tam, kjer je populacija starejša, kot na primer v severni Italiji, je pa zadeva dosti smrtonosna, še posebej takrat, ko zmanjka postelj v bolnicah, ko zmanjka zdravnikov. Od tistih, ki so v Sloveniji umrli doslej, je bilo skoraj 70% oskrbovancev domov za starejše. Tukaj gre za kombinacijo, se pravi, nekdo, ki je prej bolan in dobi še neko okužbo, seveda se poslabša tako njegovo osnovno stanje, tako da tukaj bi tak pacient seveda, če se ne bi okužil, lahko še živel naprej. Podatki o umrljivosti tako za zdaj, bolj kot o smrtonosnosti virusa, govorijo o pripravljenosti zdravstvenih sistemov in skrbi vseh prebivalcev, da s svojim ravnanjem ne bi okužili starejših in bolnih.